Zdaj danes snemamo morning routine, tako da pojmo jo zbuditi, da vidimo, kako to zgleda. No, pa da vidimo, kako zgleda moja jutranja rutina. Anže vedno vstane pred mano, tako da me zbudi, me pride večkrat buditi. Nisem jutranji človek, tako da vedno izkoristim kakšno dodatno minuto, ali za crkljanje, ali pa preprosto za sanjarjenje, ali ne vem, kaj vse počnem, v glavnem. Jutranji so moja močna točka in tudi tukaj se vidi, da Anže me mora največkrat praktično zvleči iz posle. Ampak, ker nas čaka zanimiv dan, vstanem in šivam v kopalnico, vedno poskrbim za svoje zobe z super zobnimi pastami Splat, ki so me navdušile toliko v bistvu, da jih uporabljam zdaj že kar nekaj časa. Ne samo, da pobelijo moje zobe, ampak jih tudi res tako lepo ščitijo z naravnimi sestavinami. Ker sem slepa kot kura, kar visoko dioptrijo, svoje očala zamenjam z lečami in potem z micelarno vodico od Bioderme, ki je moja najljubša, očistam ostanke, ki so se nabrali oziroma popadali na moj obraz čez noč. Zjutraj in zvečer uporabljam Clarisonic krtačo, že od januarja pravzaprav jo uporabljam in opazila sem, da je to najboljši pripomoček za odstraniti ličila. Res jih dobro odstrani ves make-up, ne moreš verjeti, koliko v bistvu ga še ostane, tudi če ga očisto z rokami, gelom, peno, karkoli že uporabljaš, Clarisonic naredi to najbolj učinkovito. Tako da moja koža ni perfektna, ampak Clarisonic mi pomaga, da se znebim vsega make-upa in da je res ta občutek čistoče. Tako da po uporabi Clarisonica nanesem zjutraj Lancomeov Energy de Vie. To je trenutni serum, ki ga uporabljam. Bil je tudi nagrajen z v bistvu najboljšim produktom leta 2016 strani Elle urednic. Tako da res ful fajn za tako utrujeno kožo. Mi pa šivamo naprej pripraviti zajtrk. Z Anžetom zjutraj pripravlja zajtrk, on je bolj take zdrave stvari, jaz pa, shit. Jajce je padlo, to sem rekla. Anže mi pomaga nadeti moj vroča kuharica Leja predpasnik, tega mi je kupil za Valentinovo, dobro darilo, super, dobro se je potrudil. In ja, kot sem rekla, Anže ima rad veliko sadja, tudi jaz sem rada sadje, ampak meni se ne da rezati in vse to, pač on je ful bolj priden. Tako da vsak naredi svoj obrok, v bistvu jaz zanj ga stisnem sok, ker ga ima zelo rad. In pa, kako cute, sladkorno bo nekdo dobil zdaj, ko to gleda. Ja, rada ima ples pa musko, mislim, da so bili tle lih Gypsy Kingsi, tako da še boljš latino glasba, top shit. In pa vsako jutro imam zdaj rutino, da pijem zelo dober, naraven, tak tummy detox se reče čaj. Pravzaprav gre za celosten tretma za tvoje telo, dobiš jutranji čaj, 20 vrečk mislim, da je, in potem tudi večerni čaj, tudi Slimbiotikse, ki ti pomagajo izgubiti kakšno kilco, in pa tudi encime za uravnoteženo prebavo. In potem tukaj še cleanse drink s takimi vrečkicami, ki torej tudi pomaga, da se ti boljš počutiš, da imaš več energije in praktično, da izboljša tvoje počutje. Tako da super luškana ideja in ja, je kar redni del mojega zajtrka. Jajčka na oko, ki izgledajo malo čuden, ampak so bila zelo dobra, tako da pomarančni sok in pa Anžetov zdrav obrok, ki je pa dal malo nutele, tako da zdravo in okusno hkrati, ali kako. Dober tek. Pri zajtrku se vedno rada zmeniva, kaj ima on v planu čez dan, kaj imam jaz v planu, da uskladiva najine urnike in gremo v mojo garderobo. Ja, odkar sem v novem stanovanju, sem končno lahko opremila svojo garderobo tako malo bolj na komod. Svoje zgornje dele sem razvrstila po barvah. Lepo je videti urejeno garderobo. In za danes sem si izbrala navadno, pravzaprav preprosto belo srajčko, ki je taka elegantna. Iz H&M-a pravzaprav pred enim mesecem mislim, da sem jo kupila. In ker je bela srajca moja prva izbira, je v bistvu praktično čisto vse, kaj vzamem od hlač. Ampak, ker je pomlad, se bom odločila za tele cvetlične, čudovite, res krasne, s potiskom rožic hlače. To so iz spletne strani Missguided.
že pred enim letom sem jih v bistvu vzela, tako da mislim, da jih več se ne dobi. Ko se oblečem, pa gremo v moj studio. Wow, še zdaj ne moram v bistvu verjeti, to je bilo še ne tako dolgo nazaj, nekaj, kar si nisem čisto dobro predstavljala, da se lahko zgodi. Bile so seveda sanje, ampak dejstvo, da vam danes kažem svoj studio, je top shit. Sledi tudi video, kjer bom bolj podrobno pokazala, kaj vse imam noter, ampak zdaj šivamo na jutranjo rutino mojega make-upa. Pravzaprav poskrbim, da sem urejena za svet in spodobna, ker šivam potem na radio, tako da začnem z primerjem. NYX primer, ki zapolne pore, in pa nadaljujem s podlago, to je ena od mojih 2 najljubših podlag ta moment. Maybelline je prva in druga je Milani. Tukaj uporabljam od Maybellina Fit Me podlago, tak lep olivnat ten ima, tako da najprej jo nanesem z flat čopičem in potem utapkam, tap, bi rekel že, z kabuki čopičem. Tudi korektor je od Maybellina, Fit Me korektor. Tega nanesem takole pod svoje očke in ga prav tako dobro potapkam, zatapkam, utapkam, kakor hočeš. To je nov produkt od Biu, v bistvu tako kot eyeliner za obrvi, samo da je za obrvi, no. Zelo natančno lahko narediš črtice in v bistvu me je kar navdušil. Malo petja, valjda, obviously, yes. Tole je Sensov produkt, taka maskara za obrvi, ki bo moje obrvi obdržala na mestu čez cel dan. Ja, kar v redu, sem zadovoljna. Šivamo naprej na paletko Charlie Bible. Charlie Bible je zdala super, tako res univerzalno paleto. Velikokrat jo uporabljam za čez dan, ker ima take naravne tone. Tako da z eno senčko pravzaprav poudarim svoje oči, enakomerno jo razporedim po celotni veki in potem z tole, mislim, da Golden Rose eyeliner narišem tak lep, kar v bistvu dramatičen eyeliner. Naslednji korak je maskara od Yves Saint Laurent znamke. Ta mi je všeč zaradi tega, ker je tako res taka naravna, ampak hkrati lepo razporedi trepke in pa tudi da v bistvu malo volumna. Tako da super izbira. Wow, koliko smo dobre volje že zjutraj. Ja, to v bistvu naredi make-up. Make-up je en tak super razlog za zabavo in pa punce imamo pač rade make-up. Super trik tukaj sledi, vsakič, ko si zbujena, ti priporočam, da namesto črne barvice naneseš belo oziroma bež, še boljše, ampak jaz nisem imela bež, tako da bela barvica, bež barvica bo poskrbela, da bo tvoje oči odprla, namesto zaprla. In pa bronzer je seveda moja izbira za to, da malo utoplim obraz, tako da najprej nanesem samo bronzer, ampak čez sekundo nanesem še blusher od Kolistarja, ki pa tudi v bistvu takem lepem rjavkastom relčnem tonu, tako da bo lepo dopolnil tale natural look. Bronzer je gor, sledi blusher, kot rečeno, kombinacija marelčaste in pa bronzi barve. In pa šivamo na usta. Izbira, vedela sem, da hočem nekaj neutralnega, ampak nisem čisto vedela kaj. Tako da tole je Revlonova HD šminkica in pa od Debore. Najprej sem nanesla Deborino, res tako lepo kremasto šminko, tak globok podton ima, nekaj med rjavkasto in pa rdečo, super. In pa potem še od Revlona HD mat šminkico v odtenku Forever.
To je to, kar se tiče make-upa, šivamo na naše lase. Pravzaprav, ko nimam ideje oziroma ko se mi mudi ali pa imam celo lase masne, kot sem jih imela zdaj v tem primeru, uporabljam od Batiste suhi šampon, tega dobiš v Millerju. Mislim, da stane neke 4 evre, ampak je fantastičen, mislim, res popivna to odvečno maščobo in tvoji lasje bodo izgledali v sekundi prerojeni, bolj sveži, tako da je moja obvezna oprema, kadar, kot rečeno, imam masne lase, ker mi podaljša potem še en dan dodaten, ko ne rabim las umit. Tako da jih dobro počešam po šamponu, suhem šamponu, zato da ni nobenih v bistvu sledi, čeprav ta je tako rjavem odtenku, tako da je cool. Naredim si pravzaprav samo čop in to je vse od moje današnje frizure. Ampak mislim, da izgleda cool, urejeno in pa tako zelo malo spolirano. Nanesem tudi Caudalie eliksir, beauty eliksir, ki bo mojo kožo malo podcrklal, jo malo osvežil in pa tudi vse te pudre bo povezal skupaj, zato da ne bo nobenih ostrih linij. To je moj najljubši izdelek ta moment od Moroccanoil Oila, gre za čudovit tretma za lase, noro dobro diši, sem ga že omenila v enem od prejšnjih videov, ampak res mi je všeč, ker las niti malo ne zmasti. Prejšnja olja, najbolj me je motil to, da je bil las masten, težek. Ta tega ne naredi, res naredi lepe take sijoče lase in pa super občutek. Tako da, to je to, make-up je končan, upam, da vam je všeč, meni je všeč in čim. Gremo pogledati, kaj se dogaja naprej. Wow, ja. Ful sem pozna, tako da šibam dol nazaj v kuhno, narediti si kavo, ker šibam na radio, si naredim kavo za sabo. Tole je moj lonček iz spletne strani ok.si, hvala Bogu za njihovo pogruntavščino, ker ne samo, da je cute, ampak dejansko tudi zelo uporabna zadeva. Redno si naredim kavico za sabo in jo odnesem, tako da tako prehranim kar nekaj časa, ker ne rabim spiti doma. Tole je moj kapučinček, ki ga odnesem s sabo torej v službo in že prava italijanka sem ratala v pripravi. Zjutraj tudi pogledam v Sweet Plans, kaj me čaka čez dan. In ne pozabim tudi polajkati svojih Instagram babe, katerim sledim. In pa jutra so super čas za odpisovanje na maile, tista najpomembnejša odpišem že zjutraj. In pa zdaj pograbam čisto vse svoje stvari, da jih lahko napakiram s sabo v torbico. Ne pozabim tudi na moj kofe in gremo v dan. Obujam svoje najljubše teniske ta moment. Največkrat sem nosila balerinke, takole spomladi, ampak odkar sem kupila eko čevlje, so mi top shit izbira. Ne samo zaradi barve, ampak tudi zaradi udobja, res čisto cel dan sem lahko v njih in ne samo, da so super zračni, cool, res so hudo udobni. Tako da, to je končni look, zrihtana, utedenana, ugvantana, kako bi rekel, prehostar. Še malo se popravim, Anže si zdaj po mojem misle že, da imam težave. Lahko gremo, verjetno, da slišim reči, evo, pa pejmo. Lep dan vsem, uživajte, tudi ve v dnevu. Gremo rasturat. Čau!